kolega Vinko Rajč, ki ga poznamo kot dolgoletnega vodjo Slovenskega inštituta na Dunaju, predtem raziskovalca na ZRC SAZU-ju, torej poznavalca obdobij, mislim, da je od tega bila tudi dizertacija, če se ne motim, 60. in 70. leta v slovenskem časopisju in tako naprej. Torej, Vinko Rajč, ki nam bo predstavil tematiko taborsko gibanje, torej v tistem najširšem sklopu in pomenu. Smem še prositi, da se pol ta vrata zaprejo, da bomo tisti, ki so še zunaj, malce manj slišali. Prosim, Vinko. Lepo pozdravljeni. Tema nekoliko o taborih, odmevih taborov zunaj Slovenije, o čemer bo več povedal, bo potem povedano o koroških taborih in pa tudi nekoliko v preteklost, kaj je pravzaprav nekje tudi Slovence naredilo razpoznavne v evropskem prostoru. Se pravi, v Sloveniji bilo je 17 slovenskih taborov in eden slovensko-hrvaški, ki ga pa žal ni v zgodovinskem slovenskem atlasu. Zakaj ne, bi ne mogel reči. Tabori, pobuda bi naj bila sprejeta iz Češke, zanjo so se najprej ogreli štajerski Slovenci, verjetno zaradi tega, ker so že sami imeli neko izkušnjo z proslavami Cirila in Metoda. Seveda drugo, kar je nekako peljalo k taborom, je bila politična situacija in sicer sprejetje decembrske ustave, ki je po eni strani omogočilo tabore in novo politično življenje, po drugi strani pa seveda vneslo tudi novo konkurenco med narodi. Kako je to teklo konkretno na Kranjskem, smo že slišali. In mogoče bi bilo potrebno upoštevati predvsem to, da sta 2 leti 1869, 70, 71, se pravi 3, čas velikega pričakovanja sprememb. Vlada Potockega bi najprej uredila Avstrijo v smislu želja vseh, kar se to ni dalo. Glavni po dualizmu so bili Čehi, češko vprašanje in seveda Slovenci so takrat enostavno, tisti, ki so mislili naprej, spoznali, da gre za trenutek, ki se ga ne sme zamuditi. In zedinjena Slovenija je, čeprav niso v uresničitev verjeli, je bila v tem, da vprašanje postavljajo na dnevni red. Ker za Slovence v primeru odcepa Češke postanejo razdeljeni na dežele, ki pač razen Krajinske niso imele nikjer slovenske dežele. No, tako so bili programi taborov, na vseh so govorili o zedinjeni Sloveniji, čeprav na prvih 2 taborih v Žalcu, v Ljutomeru in Žalcu, to še ni bila prva točka tabora, ampak je bilo to prvič na taboru v Šempasu. Tako kot so se začeli, so nekako tudi končali, predvsem s taborom v Kastvu, kjer je bila prepovedana točka, takrat o združevanju z Jugoslovani, in pa na Koroškem, kjer je postala problematična točka o zedinjeni Sloveniji. Zdaj, kdo so bili organizatorji, če govorimo o ljudskih množicah ali čemorkoli, organizatorji so bili duhovniki, vendar nekdorkoli, predvsem župniki, kaplani, potem zdravniki, podvošnjak in pravniki. Na Koroškem tudi učitelj Vigele, vendar so bili prvi 3 edini, če tako rečemo, neodvisni poklici. Vsi drugi so trepetali ali lahko trepetali za svoje službe.
Taborov je bilo, kot smo rekli, 17 plus slovensko-hrvaški bratstvo 18. Na tabore se je nekako spominjalo kot prvi vošnjak v tej brošuri o slovenskih taborih. Potem imamo brošure tudi o drugih taborih. No, en tako največjih spominov se je dogodil v Ljutomenu, kjer je bila leta 1981 odprta muzejska zbirka taborov, poimenovana po Edvardu Kardelju, in v uvodnem je zavedno ohranjen tudi njegov govor iz leta 1968, ko je bila prva proslava velika ob stoletnici ljutomerskega tabora. Poudarek je bil seveda takrat drugačen, predvsem o ljudskih množicah, ki so to dosegle, in pa o omalovaževanju, če tako rečemo, tistih, ki so to vodili. Beremo tudi o politični moči fevdalnih vrhov katoliške cerkve in tako naprej in tako nazaj. No, pri tem samo opomba, v čem je to zgrešeno. Prvič, katoliška cerkev takrat v fevdalno strukturo nikakor ni bila več vključena, predvsem pa ne na Slovenskem. Nobenega škofa, nobenega župnika, patra ali kogarkoli ne najdemo več iz neke plemiške družine. No, drugo, zakaj je tudi gledanje napačno, je zaradi tega, ker so se ravno v tem času s tabori in pa z volitvami zaostrili tudi za današnje čase zelo odnosi med slovensko katoliško duhovščino in oblastmi, tako deželnimi kot oblastmi na Dunaju. Namreč škof Vidmar je zaradi teh nasprotij odstopil in za njim niso mogli več dobiti škofa, ker so pač bili mnenja, da mora biti imenovan nekdo, ki bo prišel od zunaj, da bo napravil med to katoliško duhovščino slovensko v ljubljanski škofiji red. Vendar ta duhovščina ni bila nič bolj klerikalna, kot je bila kjerkoli v monarhiji. Glavna pregreha je bila angažiranje na slovenski narodni strani, predvsem na volitvah. In tudi zaradi tega glavni kandidat za škofa je bil imenovan šele leta 1875, Pogačar. Tudi njemu so odklanjali imenovanje ali nasprotovali, predvsem zaradi tega, ker so mu očitali, da se je leta 1967 tudi angažiral pri volitvah na slovenski strani in dejansko si je pomagal sam, po moje ne na prav lep način, s tem pismom, ki ga je pisal na Dunaj, da je on edini, ki lahko med krajsko duhovščino naredi red. In samo zaradi tega je bil imenovan, ne iz drugih. Drugo, kar je bilo, tabori so bili odmevni v osrednjem časopisju v monarhiji. Na Dunaju, v osrednjih časnikih, Prese, Vaterland in tako naprej. In to običajno prej kot v slovenskih časopisih. Namreč v ponedeljek so v Prese lahko že brali o vižmarskem taboru. V Slovencu so lahko še v torek ali sredo, ko so ga dobili. Drugo, kar bi temu rekel Slovenci, v tistem času niso bili več neznanka v Evropi. Prvi, ki jim je nekako dal, bi rekel, nacionalno mejo, veljavo, je predlog, jožefinski predlog spremembe škofijskih meja, kjer dobimo prvič 1773 predlog, da bi bila meja med Lavantinsko in Graško škofijo po jezikovni meji.
To se je res zgodilo šele potem leta 1859, ampak po tem času do uresničitve ideja ni več zamrla. Drugo, Slovenci nekako pridejo s svojim imenom, pod Trubarjem še ne v nemščini, ker jih ima kot Vindiše, zaslovijo prvič s graško stolico, s primicem, poprosi za sloveniše, se pravi za predmet, za sloveniše šprahe, ne Vindiše. Drugo, v širši javnosti, če bi tako rekli, pa začne širiti ime predvsem zemljevid Šafaržika leta 1842, kjer ne da imamo zelo natančno nacionalno mejo, podatke pa so dali Slovenci po Čopovem nasvetu, in sicer Stanič, Slomšek in Matija Majar. In na tem zemljevidu so Slovenci tudi prvič zapisani pod Slovenci na nekem zemljevidu. No, druga zelo pomembna karta je Bernhardijeva iz leta 1843, kjer je pravzaprav prvič v nemškem prostoru prevzeta Šafaržikova meja, Šafaržik je tudi sodeloval na Koroškem med slovenskim in nemškim jezikovnim področjem. Po letu 1846 je izhajal tako imenovani fizikalischer atlas, najboljši atlas v tistem času na svetu, ki je pravzaprav tudi ponesel prvič v javnost ime Slovenci, Slovencem v nemščini. Drugo, kar je bilo pomembno v teh kartah, je bilo, da pač nekako predstavljajo narode po skupinah. Slovenci so predstavljeni v južnoslovanski skupini skupaj s Hrvati, Srbi in Bolgari. Tako da tudi ta zunanji privedek južnoslovanski izhaja iz vseh teh kart. Še enkrat Slovenci Slovencem in pa ta slika Slovenci v južnoslovanskem prostoru. Doma ali na domačih tleh je prvi Frajerjev zemljevid, ki je prvi zemljevid z dvojnimi imeni, se pravi tudi vsemi slovenskimi imeni. Mogoče bi lahko tukaj kot dodatek omenili, Frajer se je zanimal predvsem za imena rastlin in tako naprej in je spraševal Kopitarja, če bi mu pomagal z imeni, ki jih ni poznal s slovanskimi imeni. No, Kopitar mu je odgovoril, vprašaj ljudi doma, ker tisti najbolje vejo, kako se eni svetlici reče. In to je dejansko uporabljal tudi pri tem zemljevidu, zato imamo toliko domačih imen. Mislim, da je nekoliko zanemarjeno in pozabljeno leto 1849 in sicer odlok cesarja, da se prevaja zakonik v 10 jezikih v državi. S tem so namreč vsi ti jeziki bili povzdignjeni na raven uradnih jezikov države. In med njimi je taksativno seveda našteta tudi slovenščina ali sloveniške šprahe, v oklepaju je vedno še tudi Vindiše, vendar je to v slovenskem prevodu, ki ga je napravil Fran Miklošič, napisal samo Slovenci. Vinden in pa Kranci in tako naprej je izpustil. In ker je ta prevod enako vreden originalu, smo tako tudi Slovenci od takrat slovenski jezik kot eden uradnih jezikov monarhije. Vsi poznamo Kozlerjev zemljevid, tudi njegovo usodo. Nastal je leta 1853, bil zapečaten do leta 1861, vendar je
prvi zemljevid, ki ga je napravil Slovenec in ki je tudi uporabil vsa slovenska imena. No, naslednji je bil Črnigov, ki je prav tako zapisal Slovence in bil potem tudi, lahko rečemo, celo 19. stoletje nekako podlaga drugim zemljevidom. Slovenci so pa kot ime se uveljavili tudi v širšem nemškem prostoru. Tukaj bi to prikazal samo s zemljevidom Heinricha Naberta, ki je pa izšel v veliko izdajah, prvi 1844. No, tudi na tem zemljevidu so Slovenci imenovani kot Slovenen. Zdaj, če bi nas motilo, da piše spodaj tudi še Vinden, je zanimivo to, gre za področje, kjer je na vseh zemljevidih od 16. stoletja zapisano Vindische Mark. Sicer so pa Slovenci poimenovani kot Slovenci. In vse to je seveda bila dobra podlaga za tabore, da so se lahko nekako tudi navzven, tisti, ki so to poznali, zanesli na to, da Slovenci niso zunaj neznani. Sami so pa seveda prišli do spoznanja, da morajo tudi Slovenci sami zase kaj narediti. In to so nedvomno na taborih naredili. Seveda se je Koenratova vlada končala drugače, kot so Slovenci pričakovali, zato Bleiweisov zapis ni kar tako v novicah, kjer zapiše: oddaljila se nam je najbližja priložnost, gotovo pa ne zadnja. Zato mislim, da tudi prehod politike, razcvet med Slovenci leta 72-73, moramo gledati tudi v tem okviru popolnoma spremenjenih političnih razmer. Nastopila je nova, sicer liberalna, Auerspergova vlada, ki je pa v resnici dokončala vse nacionalna prizadevanja v tem smislu, da bi se karkoli lahko tudi politično spremenilo. In tu je bila zedinjena Slovenija in na drugi strani je bila Češka, ki tudi do konca Prve svetovne vojne na ta način svojih želja ni mogla uresničiti. Hvala. Hvala.